Kaj pa tvoj največji uspeh? Moj največji uspeh je iskreno tiste stvari, ki jih rad počnem in jih počnem toliko časa, kot jih želim početi. Da se ne obremenjujem s tem, niti kaj si, nekdo mislil o meni, ali pa da sem s tem, kar je, pomirjen in da lahko to počnem na tak način. Ja. To je ultimativni uspeh. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben posameznik. Jaz sem se zelo veselil, Matej, da te dobim, ker si tak podjetnik, investitor, izvršni direktor Equinox nepremičninske družbe, kolumnist, ogromen nekih klobukov, tako da sem ful vesel, da sem te danes uspel dobiti, tako da še enkrat lepo pozdravljen, Matej. Ja, živijo in hvala lepa za vabilo. Zdaj, dragi poslušalci in poslušalke, preden gremo pokukati v Matejeve možgane, bi ga jaz rad malo predstavil, da boste razumeli, kdo sedi nasproti mene, zakaj sem jaz danes toliko excited. Definitivno te moram za autogram prositi, ker te je težko dobiti. V glavnem, Matej, ti si svojo kariero začel v NLB-ju, kjer si med leti 2011 pa 2014 vodil oddelek individualnega upravljanja premoženja strank v sektorju investicijskega bančništva. Potem 2014 si spet znotraj NLB-ja nastopil kot namestnik direktorja sektorja privatnega bančništva. V letu 2016 si skočil in si šel v bistvu na Triglav, kjer si tam prevzel pri Triglav skladih vodenja oddelka za upravljanje premoženja. In v letu 2017, v začetku, si postal glavni izvršni direktor družbe Union Hoteli d.d. ter v ustanovitvi družbe Equinox nepremičnine si postal član, partner upravnega odbora in pa izvršni direktor. Ne? Tako nekako, ja. The best. So dobro si povzel. Super. Zdaj, ogromno nekih klobukov imaš, ampak preden gremo v tome, jaz zmeraj malo moje izjemne goste malo pohecam pa podražim. Če bila midva sošolca v gimnaziji, si bo že takrat tak podjetnik, si rekel, jaz hočem graditi, ustvarjati, investirati? Mislim, zdaj, če bi rekel podjetnik, je to po moje preveč, a ne. Podjetnik po moje ne, da sem se pa zanimal z vsem, ali pa zanimal za vse, kar je povezano s temi delnicami in vrednostnimi papirji, sem se pa že prej, no. V bistvu že v osnovni šoli se spomnim tisti prvi prevzem pivovarne Laško oziroma pivovarne Union strani Interbruja, mislim, da je bilo takrat, ne vem, če se bo gledalci to sploh spomnili. No, takrat se je spomnil, da sem kupil prve delnice, to je bilo leta 96, 97. Nekje tam med srednjo šolo pa, mislim, osnovno in srednjo šolo. Si že kupil prve delnice? Ja. Hudo. Ja. Od fotra sem se denar sposodil, ne, itak ne, kako pa. In sem pol to kupil, ja. Sicer vem, da se spomnim, da je bil fotor proti, ne, ker je to kao bila špekulacija. Ampak sem se vseeno odločil, no, in od takrat sem pol to skozi delal, tako ali pa drugače. The best. Sprav si tako, kot ta generacija zdaj, ki ima v bistvu ogromno nekih appov, ki lahko kupuješ delnice, kripto, ja, in tako naprej. Ja, sicer takrat je bilo zelo staromodno, pač telefonski klici, poklical kupu in to je to, ja. Ampak ja, neka logika je pa bila, ja. Daj mi povej, gledam to, da imaš toliko nekih različnih klobukov, vlog, odgovornosti, kako se ti organiziraš svoj delovnik? Se recimo v nedeljo pripraviš za cel teden, se vsak dan zvečer za naslednji dan, si bolj jutranja oseba, večerna? Mislim, najprej moram reči, da je najbolj pomembno to, da res uživam v tem, kar delam. To smatram res kot ekstremno velik privilegij, da imam srečo ali pa to možnost, pač, da lahko na tak način ustvarjam in počnem neke stvari. Vem, da velikim ljudem to ni dano. In če neke stvari rad počneš, ti bom tako najbolj straightforward odgovoril, tudi ne smatram to niti kot delo, tako da delovnik, kaj je zdaj delovnik in kje se ta delovnik konča, nimam tega neka 9-to-5 joba ali pa v tem smislu, da bi se omejeval z urami, da je tudi, ne vem, se ob eni zjutraj zbudim, pa kaj berem, pa gledam, pa študiram. Tako da ni neke strukture v tem smislu, da zdaj začnem, zdaj pa končam, no. Rad delam, rad razmišljam, rad berem, rad spremljam in to se praktično nikoli ne konča. Daj mi malo povej, se pravi, Equinox, tle, ki si tukaj izvršni direktor, to je nepremičninska družba, ki se ukvarja z nepremičninskim portfeljem. Tako, ja. In vi ste tudi prva delnica na Ljubljanski borzi od neke nepremičninske družbe. Tako je. Ena redkih družb, ki se je v bistvu sploh odločila za kotacijo, nekako bom rekel, prostovoljno odločila za kotacijo na Ljubljanski borzi, to je prva zadeva, druga zadeva pa
je to, kar si zelo dobro pač povedal, da je to osredotočen poslovni model. Se pravi, da so nepremičnine core business, naš core business. Da ne počnemo nič drugega razen nepremičnine. Se pravi, mi imamo v lasti nepremičnine, te nepremičnine razvijamo in jih oddajamo potem najemnikom v najem. Zato prejmemo najemnine in te najemnine potem v takšni ali pa drugačni obliki vrnemo delničarjem oziroma investitorjem preko izplačila dividende ali pa odkupa lastnih delnic. The best. In če se ne motim, ste leta 2022 prejeli nagrado za najboljšo delnico na Ljubljanski borzi. V tej standardni kotaciji, ja, tako je. Ja. Seveda moramo ob tem dodati eno opombico ali pa komentarček, da seveda konkurence veliko ni. Slovenska borza je v zadnjih letih bolj padala ali pa samevala. Ni se noben odločil. NLB 2018 je kot ena redkih družb v zadnjem času sploh prišla, pa se odločila takrat, da je šla na borzo NLB kot delnica. Potem smo pa mi prišli in to je to. V zadnjih x letih ni bilo nikogar. Tako da konkurence ni veliko. Tako da, če ni veliko konkurence, tudi hitro postaneš najboljši. Malo za šalo. Drugače pa ja, se trudimo. Imamo več kot 500 delničarjev in bomo razvijali ta poslovni model naprej. The best. In zdaj, če greva samo malo na portfelj, kolikor sem se sledil, vključuje 4 hotele, skupno površino 51,000 kvadratnih metrov, 4 poslovne stavbe na površini 13,200 kvadratnih metrov. Ja, tako je. Mislim, najbolj bojo gledalci oziroma gledalke pač poznali to. Grand Hotel Union je v našem portfelju Miklošičeva cesta 1. Mi se večkrat pošalimo, da lahko da bo še veliko nepremičninskih družb, ampak nobena ne omila naslova ali pa v portfelju naložbe, ki ima naslov na Miklošičevi cesti 1. Tako da zelo centralno locirani, večinoma so to hotelske nepremičnine, ki so pa tudi poslovne nepremičnine. The best. Daj mi povej, kako si pa sploh šel iz tega, bom rekel, investicijskega sveta, kjer si upravljal s premoženjem strank, pa delnice, pa potem na nepremičninski svet? Mislim, jaz to, kar si me prej vprašal, kdaj sem začel s temi, bom rekel, nekimi podjetniškimi udejstvovanji, pa z nakupi delnic ali pa nekih naložb. Jaz generalno smatram pač neke urejene osebne finance kot neko to osnovno higieno. Tako, ko si zjutraj zobe umiješ, se stuširaš, nekateri se počešete, jaz si malo namažem plešo. So te osebne finance pač ključne. In zato sem jaz prvič zase, drugič pa tudi seveda v imenu strank smo ta denar upravljali. Jaz mislim, da kar uspešno upravljali. In je ta veselje in ljubezen do tega pač ustala. Zdaj ti upravljaš delnico, obveznico ali pa pač nepremičnino. Ok, so seveda specifike za vsak ta naložbeni razred, ampak generalno pa nek ta temeljni razmislek vedno mora biti, kakšen je nek pričakovan donos in kakšna so tveganja pač povezana s tem posamičnim naložbenim razredom. Tako da ta preskok se morda zdi velik, ampak po neki logiki pač vedno iščeš nekaj, kar je podcenjeno in seveda poskušaš iz tega zaslužiti. The best. Zmerno fascinira se prav ta svet delnice. Tudi jaz malo investiram, pa probam biti malo, bom rekel, finančno pismeno zaveščen, sicer absolutno ne na takem nivoju, kot ti. Pa me zanima, kako ti ocenjuješ, oziroma kako si sploh prišel te izobrazbe? Veš, kad danes gledajo vsi nek ta price to earnings ratio, kjer je industrija, kakšen potencial. Kako ti recimo razmišljaš, ko gledaš, ali pa ko investiraš, tako če nam daš malo insighta? Ja, mislim, jaz sem kar nekaj dal skozi kot investitor v zadnjih letih, spet, tako kot sem na začetku povedal, da je nek privilegij, da lahko to počnem, kar počnem. Moram reči, da sem imel tudi izjemno srečo na tej poti, ker so bili v bistvu v zadnjih letih, zadnjih 10-15 letih, smo bili priča praktično samo rastočim delniškim trgom, ni bilo neke velike recesije, neke velike krize, kar pomeni, da so bila to zelo ugodna leta za investiranje. In to morda ni bilo vsakmu dano, se spomnimo še NKBM delnic ali pa balkanskih delnic, kjer so vlagatelji izgubili kar zajetne količine denarja. No, jaz sem imel to srečo, da se to ni zgodilo. Zdaj, rabiš biti pameten za to, da to počneš? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da nasplošno ljudje to precenjujejo, to sposobnost nekoga, ki se ukvarja s temi delnicami. Predvsem je važno, da se zgodaj začne in da si vztrajen pri tem. The best. Daj mi še povej, ker sem enkrat poslušal
oziroma na tem dogodku, ki smo ga imeli, si malo razlagal ta Taylor Swift efekt. Pa to. Takrat fascinantno, pa se rekel, ti moram danes to vprašati, da ne malo razložiš, kaj to pomeni, ker tudi to predvsej vpliva, ne, na trge. Oziroma na... Ja, sej, jaz mislim, da to ljudje itak iz vsakdanjika vidijo, ne, vedno manj je tistih podjetij, ki dejansko prevladujejo in nadvladajo trg. Ta Magnificent Seven se govori, to je Facebook, Google, Amazon in tako naprej. Se pravi, vedno manjše število podjetij v bistvu kreira dogajanje v celotnem svetu. Ne. In tudi na delniškem trgu, če pogledaš, ne, recimo, je vedno manjše število delnic odgovornih za celoten donos trga. In ta Taylor Swift efekt je pač ravno to, ne, da The Winner Takes It All je ABBA nekoč pela, ne, je bil komad, oziroma je komad, in to je ta princip, ki je zdaj v zadnjih letih res zelo izrazito prisoten vse posod, ne, bodi si na kapitalskih trgih ali pa delniških trgih ali pa tudi v življenju. Ne. Sej, poglej, uporabljava Apple Watch, Apple to, doma Apple računalnik in tako, ne, pač. To je ta efekt, no. Kako pa ti gledaš na to, da, naprimer, zdaj, kar nekaj teh teorij je, ampak recimo BlackRock je največjih asset managerjev, mislim, da ima 10 trilijonov in ne bi bili tudi S&P 500 podjetja, ne bi bilo večinski lasti, se pravi BlackRocka, ne? Ja. Kako gledaš na to? A če je kakšna teorija zarote? Mislim, ne, samo je res to, ko v bistvu vse centraliziran, da dejansko imaš res par igralcev, ki vse upravlja, ki... Ja, jaz sem v tem tudi za finance napisal en članek, če ljudje, ki so uspeli, res mislijo, da so uspeli zaradi lastne sposobnosti ali zaradi sreče, ne? Če pogledaš vse to koncentracijo premoženja, ki se dogaja, Elon Musk, ne, versus navaden smrtnik, ne, Elon Musk zasluži več kot pol sveta. Ne, in a je to zdaj posledica res sposobnosti Elona Muska napram polovici sveta, ali je to posledica nekaj srečnih momentov? Zelo verjetno je pač neka statistika in nek srečen moment. In ta koncentracija, ki se dogaja, je kar velika. No. Je kar velika in je morda večja, kot je bila kadarkoli v preteklosti, ne? Ta Taylor Swift moment, kjer ona pride in premakne bruto domači proizvod, zaradi tega, ker pride toliko poslušalcev, pride toliko gledalcev, toliko merchandise in tako naprej. Ja, noro. Deva se še malo dotakniti v bistvu te tvoje strasti, kako to opisuješ, kaj se prav čuti. A je bil, oziroma kaj je bil tisti, Američani temu pravijo, da aha moment, se pravi, trenutek, ki si pa ti rekel, to hočem delati, v tem uživam. Ne, dve stvari. Prvič, da sem videl, oziroma sem najdel na podstrešju pri fotru doma, sem najdel ene škatle, ker je bilo polh nekih papirjev noter, ne, in potem sem to razvozlal že kot dosti majhen. In sem videl, da so bile to neke delnice, obveznice, neke kuponi, ne, in sem pol fotra sprašal, kaj in kako je, zakaj ima to, ne, in je pač razložil, da je imel njegov fotor, ne, pač dede moj, da je že v leta 25, v bistvu 1925, ne 2025, investiral v te delnice. Ne. In to je bil tak prvi moment, drugo pa Wall Street enka. Gordon Gekko je bil nekako ultimativni, čeprav ja, ne najbolj pozitiven, ampak definitivno lik, ki sem se ga zelo zapomnil. The best. Dej, ti meni deluje zelo tak, bom rekel, novodobni šef oziroma izvršni direktor, če tako rečeva. Pa me zanima, ko si plezal po karierni lestvici od NLB-ja, Triglava in tako naprej, kako bi rekel, da se je tvoj stil vodenja spremenil, glede to, da se danes tudi pogovarjamo o Beyond Leadershipu? Mislim, jaz ne vem, če sem to smatral kot nek način vodenja ali pa da bi se to pogledno izobraževal. Jaz sem to vedno dojemal kot nek iskren odprt odnos, zelo jasna komunikacija. Jaz sem drugače dosti tudi koleričen tip, ne, tako da dostikrat kaj bolj na glas rečem, ne, kar je zdaj v teh novodobnih časih verjetno že skoraj malo bogokletno, ne, ker moraš asertivno komunicirati, prilagajati situacije in tako naprej. No, tega sicer se kdaj tudi potrudim, pa to počnem, ne, ampak kdaj mi tudi iskreno počfilam, ne, tako kot verjetno vsakmu. Ampak jaz mislim, da ta neka iskrenost, odprtost in da se držiš tega, kar rečeš, no, to, po mojem, je to ključno. Kaj pa recimo po drugi strani, zdaj, ki si postavil ekipo na Equinoxu, kaj ti je pomembno? Kakšne lastnosti iščeš? Mislim, absolutno pač nek dedication. Ne? Jaz mislim, da izobrazba sploh ni, ali pa izobrazba je generalno pač precenjena. Ne? Zdaj, a si ti univerzitetni diplomirani
ne vem kaj, elektrotehnik ali pa ekonomist in zdaj, ali pa doktor na koncu ekonomije, to ni predpogoj za to, da boš uspel in v poslu in sicer. Ne. Tako da jaz mislim, da dedication je ključen. Ne. Pa seveda neka temeljna poštenost. Ne. Deva se še malo dotakniti, dostakrat, ko imam goste, rad malo sprašujem glede inovacij, napak in tako naprej. In glede na to, da si v takem poslu, se pravi investiranja, nepremičnin, koliko si vi lahko privoščite kakšnih napak ali pa inovacij, oziroma kako v tem svetu delaš inovacije? Veš, kako je, ne? To si moraš zelo razjasniti, da če hočeš poslovne odločitve sprejemati, bo velik del poslovnih odločitev povezan z nekimi napakami. Oziroma, ko se nekaj odloči, se bo zgodila zelo verjetno neka napaka. Ne? In jaz stremim k temu, da je seveda poskušam, ne? Da je večina poslovnih odločitev dobrih in da imajo te tudi pozitivne, pač posledično potem neke pozitivne efekte. Ne? Da si pa niti slučajno ne delam utvare, da imam 100% prav ali pa da zaradi tega ne bom odločitve sprejel, ker je tvegano, da bo napačna. Pač odločitve sprejemaš, nekatere so boljše, nekatere so slabše, seveda pa potem čez nekaj časa potegneš bilanco in vidiš, ali je bila ta pozitivna ali negativna. Ne? Ampak jaz sem zelo vesel, če je 50,1% odločitev pravilnih, da jih bo 99 zelo verjetno ne. Ja, težka je, to je res. Težka. Kakšen pa je tvoj, se pravi, ko si zaposlenimi z ekipo, kakšen pa je tvoj način komuniciranja glede feedbacka? Si ti sandwich guy, ki rečeš, prvo pohvališ, pa rečeš, to ni ok, ampak si pa vsem super, ali si kar straightforward, rečeš, lej. Mislim, jaz probam, tako kot sem ti že prej povedal, pač probam direkt povedati, zdaj, a je to najbolj oportuno v situacijah? Kdaj ni, ampak če se ljudje navadijo, seveda, ali pa če se navadaš eno drugega, je potem seveda lažje. No. Zdaj pa verjetno neki sistemski ljudje, ki so delali v nekih sistemih in so navajeni te sandwich metode, je morda ta razodetje ali pa epifanija kar velika. Ja. Okay. No. Smo imeli eno izkušnjo, ja, tako in ja, pač ni najbolj kompatibilno. No. Razumem, the best. Deva se vtaknem, to sem rekel, da te moram nujno vprašati, ko boš prišel na podcast in sicer, ker veliko se je govorilo o ljudski obveznici v Sloveniji. Kakšno je tvoje mnenje? Tam je bila donosnost, če se ne motim, 3,4%, ne? Ja, v 3 letih. 3 leta je bila vezava, ne? In tako naprej. Ja, mislim, jaz sem to večkrat javno povedal in tudi napisal, da je to ultimativno dobra stvar, ki je država lahko naredila po dolgem času, da je Republika Slovenija in država in celotna politika pač z vidika nekega kapitalskega trga in tudi z vidika nekega izobraževanja ljudi, ker ni eno je kapitalski trg, drugo je pa tudi, da s tem inštrumentom država izobrazi ljudi, se pravi, da se seznanja z nekimi naložbami ali pa potencialnimi naložbami, ki niso samo depozit in denar na računu. Ne. Zelo pozitivno vse skupaj. Ne. Gledam in tudi odziv je bil pač, lahko bi bil boljši, ampak zbrali smo tistih 250 milijonov. Ne. Mi že del časa, ali pa jaz predvsem, ne, že del časa promoviram to, investirajmo slovensko. Ne. Če nas že tuje šparove in siceršnje verige spodbujajo narejeno doma, ne, in kupuj domače, zakaj ne bi še investiral domače? So dobre naložbe, imamo dobre firme na Ljubljanski borzi. Ne. Pa ne govorim zdaj v Equinoxu ali pa samo v Equinoxu, ampak vi imate Krke, Luke Koper, Nove Ljubljanske banke. To so odlična podjetja. To je res, je. To je res. In ta ljudska obveznica se je meni zdela kot nek most, ne, iz tega prehoda vlagateljev, ki imajo 27 milijard na depozitih, da se odločijo za nakup obveznice, pa potem morda razmislijo še o nakupu kakšne delnice. Ja, vidiš, ja, bravo. Je pa res to, kar si rekel, 27 milijard, ne. Tudi, ko smo se pogovarjali, mi je bilo zmer zanimivo, da smo Slovenci med najbolj varčnimi narodi, oziroma imamo radi cash. Kako gledaš na to? Ker to je res ogromen kapitala, ne? Ja, predvsem smo bipolarni, no, jaz ne bi rekel, da smo varčni, varčni smo že, ne, ampak ta ekstremna diskrepanca med temi našimi naložbami, ne, na eni strani rekorderji ali pa v svetovnem vrhu po denarju na depozitih ali pa denarju na bankah in na drugi strani v tej kriptosceni, ne, se smo pri vrhu, ne. Ja, tudi je res. Ja. A ne, kako zdaj na eni strani ultravarčno, konzervativno, praktično nič donosa in na drugi strani nekaj, kar zaniha 40%, ne vem, znotraj dneva, ne, jaz malo te kripto žetončke kupujem tam prek Revoluta in vidim, to so oscilacije nore, a ne. Kako ta isti Slovenec, ki tam tišči, varčuje v štumfu, potem pa reče, ja, Bitcoin all in, ne. Tako da bi rekel, da smo bipolarni. No. Varčni tudi, ampak predvsem ta
velika diskrepanca med enim in drugim tipom naložb. Ja, zanimivo je. Mislim, v Sloveniji, tako kot se rekel, v kriptu, mislim, da smo 2017 takrat s projekti izbrali čez $50 milijard, kar je za Slovenijo bilo tako zelo fascinantno. Ja. Pa kar visoko, tako da smo, ja. Daj mi malo povej, koliko se ti pa zdi, da je v Sloveniji ta bančna pismenost oziroma finančna pismenost, finančna, ne bančna, visoka? Ker tako tudi, ko se pogovarjam, se mi zdi, da ni precej, ne? Tako da smo ljudje precej nepismeni glede financ, ne? In da veliko stvari ne razumemo. Ja, država ima zelo mačehovski odnos ali pa politika ima zelo mačehovski odnos do izobraževanja na področju te finančne pismenosti, kar je, ko smo na začetku govorili, to se meni zdi temelj. Ne? Če ti ne znaš računati, ne vem, kaj pomeni 4% od 100, da je to 4 enote, mislim, ni obrestni račun, kaj šele obrestni račun, ne vem, kako lahko racionalno sprejemaš potem neke odločitve finančne. Ne? In te odločitve, ki jih sprejemamo zlasti, ko smo mlajši, ne? Ker ima to zelo multiplikativen učinek potem na nadaljno življenje, so zelo pomembne. Ne? In če ne znamo pravilno zračunati, je to sila velik problem. Yeah. In en je problem tega izobraževanja, drugič pa je seveda, da država daje nek lažni občutek varnosti, v tem smislu, da bo nekako poskrbela za pokojnine, da bo nekako poskrbela za nas in da skrb za to, kaj bo, je prenešena iz posameznika na neko skupnost ali pa na neko državo. Ne? In to je zelo problematično lahko. Ne? Tako da jaz mislim, da bi se vsak moral vsaj približno, ker ni težko, ne? Vsaj neke osnove. Ne? Kaj bi pa rekel, če gledava zdaj generalno, se pravi, ti si izvršni direktor nepremičninske družbe Kinox, si uspešen posameznik, ogromno ljudi te občuduje. Kaj pa tvoj največji uspeh? Moj največji uspeh je iskreno, da lahko počnem tiste stvari in jih počnem toliko časa, tiste stvari, ki jih rad počnem in jih počnem toliko časa, kot jih želim početi. Da se ne obremenjujem s tem, niti kaj si, ne vem, nekdo mislil o meni, ali pa da sem s tem, kar je, pomirjen in da lahko to počnem na tak način. Ja. To je ultimativni uspeh. Zdaj, je to milijon dobička, je to milijard dobička, to sploh ne igra v končni fazi nobene vloge. Če počneš stvari, ki jih rad počneš in če jih res intenzivno in dobro počneš, rezultat nikoli ne izostane. No, tako da to je največji uspeh. Ne bom rekel, da je ena posamičen dogodek v mojem življenju. Da to lahko počnem, je res. Sem s tem najbolj zadovoljen. The best. Se doskrat pravijo, don't chase the money, ne? The money will chase you. Če boš uspešen, ne pa če boš imel nek passion. Ampak bi ti zate rekel, da si že uspešen? Ali si v neki točki, ki ponovadi zmeraj tako, ker imam izjemne posameznike, tako kot ti, tudi z Jocem sem doskrat debatiral, a je pa neka točka, ki si rečeš, zdaj grem pa, ne vem, do konca življenja dopust, karikiram. Ali te imaš v bistvu skozi ta nek drive, neko žilco, da moraš ustvarjati, da si podjetnik? Mislim, ja, težko verjetno v tem poslu enkrat rečeš dovolj je. Ne vem, jaz ne znam to igrati teh, kako je bila ta knjiga 50 odtenkov sive. To je ali črno ali pa belo. In če igraš all in, ne? Če ne igraš, pa pač ne igraš. Da bi jaz zdaj lahko to počel na način, da bi zdaj šel za 3 mesece na dopust, pa prišel nazaj. Razumem. Bi bil ta notranji nemir v meni prevelik. Ne rabim nobenega zunanjega, da bi me gnal. Sem se v stanju sam do te mere zmotivirati, da to pač lahko počnem. In kle ni pač nobenega popuščanja. Kar se v zadnjih letih seveda je pa izziv to, ne? Da seveda se okolje, zlasti po COVID-u, precej spremenil in da je vedno manj ljudi pripravljeno zares delati. Ne? To je tudi res, ja. Fitnessi prosperirajo, ta work-life balance prosperira, delo pa, kot da ne bi bilo več potrebno. Ali kako. Ja, drugačne generacije. Mislim, jaz osebno ne verjamem v work-life balance, ker mislim, da če imaš neki rad, jaz to doskrat zvečer ne vem, kaj berem, študiram, a veš, ni da bi se prav čisto odklopil, no? Ker dejansko mi to paše, me zanima. In tukaj si ti rekel, če bi se čisto odklopil, imam po moje prevelik nemir in me pol kar neki matra. Ja, ampak to, ko gledam neko okolico, je vedno težje. Mislim, vedno se mi zdi, da bolj ljudje ne razumejo več, zakaj bi sploh še. Ker je prosperiteta dosti velika, denarja je veliko, vrednosti je veliko in malo spimo. In ne vem, sem slišal en dober kvot, da je boljš biti vojak v vrtu, kot pa vrtnar v vojni.
so te časi pač res, se mi zdi, da tudi malo pomehkuži ljudi. Vsaka stvar nas mota. Zdaj, kako komuniciramo, na kakšen način boš to povedal, to je katastrofa. Mislim, mogoče sem, ali pa sem z leti rado bolj konzervativen, pa me to bolj mota. Ni, ljudje smo zelo, vsaka sapica nas mota. Ja, veš, realno pa živimo že ne vem koliko let v neki prosperiteti, v miru in tako naprej. Nobene resne pizdarije ni bilo. Ja, to je res, razen zdaj pa pred kratkim te stvari, ki smo imeli. Deva se malo še dotakniti in sicer prej si zelo ponačil temo osebne finance. Mene zelo zanima tvoje razmišljanje. Se pravi, če bi ti jaz danes dal 10 enot, pa če imaš pa na eni strani imaš obveznice, delnice, pa imaš lahko tudi kakšne terjatve, ki so zavarovane, pa imaš kriptovalute, pa imaš nepremičnine. Kaj recimo je tebi, če vzameš nekega poprečnega posameznika Slovenca, ki reče, jaz imam 10 enot, rad bi nekaj s tem naredil. Kako bi mu recimo svetoval? Pa to vem, da ni finančni nasvet, ampak kaj bi recimo? Ne, pa sej, mogoče ne bom interpretiral skozi nekoga drugega, bom interpretiral to skozi sebe. Jaz bi dal 10 enot delnice. To je to. 10 enot delnice. Sploh, jaz sem star cirka 40 let, kar pomeni, da bom še živel, če mi Bog dal še na 40, to je nekako poprečna starost Slovenca, zdaj jaz mogoče imam malo bolj rizičen lifestyle, kaj še let manj, ampak recimo 80 let, za 40-letno investicijsko obdobje so delnice najbolj primeren naložbeni razred, seveda pa z veliko potrpljenja, kar pomeni, da če bo trg padel, pa pač če imam dobre naložbe, zakaj bi se bal, je še boljš, bom dokupil. In to je zmer po tvojem mnenju, kaj recimo teh top, ne vem, S&P 500. So neki indeksni skladi, se preomenil, BlackRock ali neka naložba, ali pa, ne vem, random, 30 delnic kupaš, pa to je to. Neki Krke, neki NLB, ne vse v eno, ne pa zdaj delati jedrske fizike iz tega, ker ni to kompleksno. Pač neka zdrava kmečka pamet, ne vseh jajc v eni košari, ne imeti vsega, tako kot imamo večina Slovencev, vse v kripto. Ja, predvsem nepremičnina in ta cegel in vse to, to je super, ampak še kaj drugega. In ja, če to razdeliš, teh 10 enot, ne vem, 20 delnic, 30 delnic, jaz mislim, da si naredil vse. Dolgoročno. A pa si ti pristaš te DCA metode, se pravi dollar cost average, se pravi, do vsak mesec rečeš, jaz bom pa isto enot, 200 evrov, 300, 500, kakorkoli investiral, a rečeš, ne vem, takrat, ki je nizka, gremo malo več, pa par mesecev počakamo. Mislim, recimo ti povedal ta scenarij, ki sem ga zdaj nazadnje s temi kriptožetončki, oziroma kriptovalutami na Revolutu, on mi vsak teden, ne vem, toliko in toliko da, spopreč, ko je bilo minus 40, sem še malo povečal, mislim, ko je bil moj portfelj minus 40, sem še malo povečal, zdaj je zrastel, nisem ne zmanjšal. Tako da verjete nek tak pristop, je najboljši. Seveda pa, če imaš nek štarten kapital že v osnovi, da ga takoj namenaš za nakup, da ne čakaš s tem. Ker najboljša, na dolgi rok je problem, da se ljudje ne zavedamo, te oscilacije delnic so seveda zelo velike na kratek rok. Zelo velike, lahko pade tudi za 40-50%. Ampak glavno tveganje na dolgi rok je, da teh delnic nimamo. Ker ne bomo tega donosa iz delnic pač realizirali. Na dolgi rok so delnice najbolj varna naložba, na kratek rok pa najbolj tvegana. Tega se ljudje ne zavedajo. Ja, ker ne vejo, da so taki paci. Tako, in potem seveda to, kar je bilo v Sloveniji zelo prisotno, takrat, ko so cene delnice rasle, smo vsi kupovali, ko so pa padle, ni bilo pa nobenega. Jaz se ponovadi zmer to, takrat, ko vse raste, se več o tem govori in je pol ta FOMO in ljudje pridejo noter, kupujejo. Zgleda, sam jaz ne vem, ko se pa, ne vem, ko pa je za kužija kupujem recimo ribe, jaz mu dajem ribe za jest, pogledam, kdaj je akcija, in če je akcija, če ribe so, ne vem, 3 evre, kila rib, kila teh sardel je 3 evre, in ko je euro 25, ki jih ima Hofer ali pa Lidl, valjda jih kupam 10 kila, Mislim, pri delnicah je pa to glih obratno, ko so 5 evrov, isti ekvivalent rib, jih bi vsi kupovali, ko so pa euro 25, pa nobenega. In to je ta napačna logika in način razmišljanja ljudi. Warren Buffett je dobro rekel enkrat, sem ga poslušal. Če imaš ti dobro delnico in dobro naložbo, ker delnica sicer je nek vrednostni papir in zgleda mogoče ali pa deluje zelo abstraktno, ampak to je delež v podjetju. Ti si lastnik podjetja, pač v nekem manjšem obsegu, ampak si lastnik. In če imaš ti dobro podjetje, se nimaš kaj bati za delnico. In on je rekel pač, meni ni v interesu, če imam jaz neko delnico, ki me zelo všeč, da cena delnice raste. Še boljše je, če pada, ker bom te delnice cene kupil. Ja, to je res, sploh on, ki je. Ja, dolgoročno ne, ampak se pravim, to ni iznos na jutra. Se nobena stvar ni v poslu iznos na jutra. In tudi pri investiranju ni.
potrpljenje, je božja master. To je res, to nam vse manjka. Ne. Tle moraš imeti kar neko v bistvu vizijo. Kaj pa je recimo tvoj nasvet, ker doskrat vidim ljudi, ki vstopajo v delnice. Jaz sicer sem bolj na kripto strani, v smislu, da veliko poznam investitorjev pa ljudi, ampak nikoli nima noben exit strategije. Vsak si reče, jaz bom kupil in pol te prevzame in nikoli rečeš, zdaj pa dovolj. Naredil sem 2-kratnik, 5-kratnik. Ja, sem glih prebral eno dobro knjigo Stocks for the long run. Najboljša strategija je bila, da si kupil pa nikoli prodal. In jaz mislim, da je pač pri investiranju generalno tako, da boljše variante, kot da čim bolj zgodaj začneš, si vztrajen, daješ pač na stran. Ne v tem smislu varčevanja, pa daš na bančni račun, pa tam stoji, pa si pa nekaj iz tega kupaš. Ampak da dejansko investiraš, je po moje ključ do uspeha. In če bi Slovenci to naredili, z teh 26 milijard, to so oportunitetni stroški, so enormni. Slovenci ne dobimo nič za to, za teh 26 milijard. Ne vem, delence S&P je pa lansko let naredil 25-20%. Kakšna oportunitetna zgodba? Enormna. Za cel zdravstveni sistem krat 3 na leto. In pač kupiti in pozabiti. Zelo preprosto. Zanimivo. Recimo na tem Bitcoinu, jaz ne bom pozabil, 2014, kdaj so se z mojim prijateljem pa finančnikom našim Petrom Krivcem pogovarjala. Meni je bil na tem kripto ne toliko Bitcoina, ampak ta majnanje, ta koncept razreševanja teh enačb in to in mi je bilo zelo tako fascinantno. Takrat je bil, ne vem, 300 dolarjev ali koliko. Nekaj tazga. Je šel iz 1 na 300 in zdaj verjetno ne vem, kaj bi sploh, a veš, je verjetno izgledalo tudi takrat veliko, ampak kako absurdno malo izgleda danes. Mislim, jaz večino investitorjev, ko poznam, ko so takrat kupovali, tako si rekel, 2013, 2014, so že vmes 100krat prodali. Ker, tako si rekel, ko gre z 1 na 300, je to, Mislim, recimo primer bolj iz današnjih časov, primer je recimo NLB delnica. Spomenil si, da si tudi kupil delnice NLB-ja. Recimo, jaz sem jih kupil, ko je bil ta IPO 2018. Jaz sem šel tja v primarni izdaj, jih vplačal in to je to. In najboljšo odločitev, kar je bila, da sem jih držal do zdaj. Dividende so izplačali, cena delnice je zrasla in ne nameravam teh delnic prodati. Ja, pa še zelo lepo rast imela. Ja, zelo lepo rast, ampak to je to je strategija. Če je dobra naložba, firma je dobro upravljena, dividendna politika je dobra, tveganja so po moje pod kontrolo, zakaj bi to sploh prodajal? Ja, the best. Seveda je potem temeljno vprašanje, ampak to je bolj filozofske narave, zakaj potem sploh investiraš, a ta denar enkrat zapraviš ali ne. Ali ga kopičeš, Ali ga kopičeš, pač ja. Na sedmino vsi pridajo, ali so te ali pa ne poznali in se skregajo za ti znar. Ampak to je pač odločitev posameznika. A imaš ti tudi kakšno formulo, naprimer, če vzamemo danes nekega poprečnega Slovenca, mislim, da je poprečna plača 1800-2000 bruto, tle nekje. A imaš kakšno formulo, kaj rečeš, 10% moraš investirati svoje plače, 20% lahko zapraviš za, take stvari, ostalo pa špari, A imaš kakšno tako formulo? Ne, pa se jaz mislim, da ni nekih. Ne, lepo prosim, kar večkrat vidim. Ja, kar večkrat vidim, so te neke instant rešitve. Instant je sam juha dobra, si na hitro skuhaš pa poješ. To instant na svetu, kako obogateti in teh nekih čarobnih formul, lejte. Koliko so rekla prej, tudi jaz sem imel izjemno srečo tekom, ne vem, mogoče se tudi prav pišem in pač tudi za tem, kar sem naredil, te odločitve, ki sem jih sprejel, mi je bilo čas zelo naklonjen. Vprašanje, če bi bilo 10 let prej. Kaj pa, če bi se rodila, ne vem, leta 1923? Verjetno bila kje v gozdu zdaj, Druga pesem, Ti bi zih bil, jaz bi bil kje drugi. Ja, no, ne vem. Mislim pač, mama veliko srečo, pa če je bila rojena v subsaharski Afriki, bi se pogovarjala zdaj o tem, kam investirati denar, verjetno ne. Kakšna je pa verjetnost, da so rojena v Sloveniji, znotraj celega sveta, je dosti majhna. Tako da so zelo srečna že, da so kleja. Se strinjam. Deva se malo dotakniti še nepremičninskega trga, glede na to, da je Equinox nepremičninska družba, pa da imate res zelo lep portfelj. Kako pa vidiš ta trg danes? Ogromen je spet nepremičninski trg, 2 leti nazaj je bil nor. Ja. Mislim,
Jaz sem ta vzpon tega trga leta 2013-2014, takrat je bila zelo neka konfuzna situacija v Sloveniji, sanacija bančnega sistema, zelo nenaklonjeni smo bili kakršnemu koli investiranju. Jaz sem takrat videl nek tak prvi preobrat tega trga v tem smislu, da ni tako slabo, kot se je takrat prikazovalo. Ker zdaj smo vsi optimisti, zdaj bi za vsako ceno vse kupili. Takrat ni hotel noben nič kupiti, ni bilo nobene likvidnosti in tako naprej. In takrat, ko se je ta vzpon začel dogajati, sem jaz malo pogledal, koliko imamo Slovenci teh nepremičnin. Teh nepremičnin je ogromno. In ta prirast cen nepremičnin leta 2014 do 2024 je astronomski. In Slovenci smo res zaslužili na tem ogromno. Tudi večjega doprinosa po mojem zgodovini slovenstva ni bilo. Zelo veliko, ker so šle te cene zelo gora. Seveda je pa temeljni problem teh nepremičnin, pa te velike izpostavljene Slovencev do nepremičnin, kaj če se enkrat to obrne. Ker zdaj so relativno absurdne vrednosti. In vsak projekt se kar proda in tako naprej. Tako da ta stanovanjski trg so cene zelo visoke. In tu, če pogledaš malo v tujini, so se počasi te stvari začele obrniti. Jaz sem sicer 2022, če rečem recimo, pa si dam to krono, da sem 2014 nekako videl ta obrat, da se bo zgodil, sem pa 2022 mislil, da je vrh. Jaz sem recimo stanovanje, v katerem sem živel, sem ga takrat pač prodal in se preselil v neko manjšo nepremičnino, ker sem pač mislil, da je to vrh. In sem se glede tega pač uštel. Trenutno. Cene nepremičnin so rasle. Je pa res, da v zadnjem obdobju, zadnjih 5-6 let, vse raste. Kripto, delnice, obveznice, nepremičnine, tako obdobje prosperitete je. A bo zdaj naslednjih 10 let takih bomo videli? Zanimivo. Pustite se presenetiti. Jaz zmeraj malo sprovociram, pa vprašam, če bi šel nazaj, kakšen nasvet bi si dal? Recimo, greva nazaj v srednjo šolo, v gimnazijo, takrat, ko si kupil prvo delnico, a bi si dal kakšen nasvet? Rekel, kup, ne vem, kaj bo takrat, kaj tazga. Rekel, kup Bitcoin. Ne, Bitcoina takrat še ni bilo. Valjda je. Kakšne internetne delnice, verjeten. Mislim, vedno lahko narediš bolj. Vprašanje je, koliko je... Mislim... A bi kaj spremenil? Ja, se to je tisto, kar sem ti hotel odgovoriti, da vedno je fajn, da analiziraš, to, ko sem ti prej rekel, sprejmeš to odločitev, upaš ali pa pričakuješ, da bo mogoče 51 dobrih, 49 bo slabih, kakšen efekt. Seveda vedno treba pogledati nazaj, ampak preteklost je pač preteklost. In težko od njih živiš in težko tudi, če bi, kaj bi mi pa to dejansko pomagalo. Tudi, če bi sprejel drugačno odločitev. Pač nisem ja. In vedno pogledam, zanaliziram, toliko pač racionalen sem, se pa ne zdaj obremenjujem s tem, pa zakaj nisem tega naredil. Ne, se je preteklost, kot si rekel, ne ostane v preteklosti. Tu sva in od te točke naprej velja. Seveda moraš pa razumeti, zakaj si in kako si do te točke prišel. Deva se malo še dotakniti in sicer me zanima, a si imel ti kakšnega mentorja oziroma kakšnega vzornika, ki bi ga izpostavil? Vem, da tudi tebe kar nekaj ljudi spremlja, te občuduje, si tudi kolumnist. Mislim, v tem nekem poslovnem smislu, da bi imel nekega podjetnika, ne. V nekem političnem, mogoče, ali pa tem nekem ideološkem smislu, neka ta liberalna, libertarna politika iz 80 let Amerike, Ronald Reagan je recimo meni kot politik bil izjemno, tudi on je koval ta termin Make America Great Again, kdor misli, da ga je Trump, se pač mota, to je naredil Ronald Reagan. Vsi ti politiki, ta liberalna politika iz 80 let mi je zelo pač nekako blizu, ker pa sem bolj liberalno razmišljajoč človek ali pa libertarno razmišljajoč človek v tem smislu, da države čim manj, da ne se vsak posameznik zase odloča in seveda, da s svojimi dejanji ne škodujemo drugim, ampak da pač smo odgovorni za svoje dejanja in da jih lahko vlečemo sami. Tako da to bolj, v tem poslovnem smislu, da bi zdaj imel nek idol, ne vem, recimo Elon Musk, nimam, v tem nekem političnem ali pa tem svetovno-nazorskem smislu pa ja. Kaj pa bi rekel, da so cilji za naslednjih par let za Equinox, zate? Cilji za naslednjih par let je seveda sprejemati čim boljše poslovne odločitve generalno. Zdaj svet se spreminja, 2 leti nazaj smo bili v energetski krizi, 3 leta nazaj smo bili v COVID krizi,
Mislim, glede na to, da izhajamo iz nekega hotelirstva, se zelo zavedamo, kakšne so te oscilacije. Lahko pač preudarno spremljanje in preudarno sprejemanje odločitev in pač prilagajanje dani situaciji. Ne znam in ne upam si napovedati, da bo zdaj drugo leto bolj stabilno, kot je bilo 4 leta ali pa 3 leta nazaj. Zgleda že, ampak bomo videli. Stvari se zelo hitro spreminjajo in se spreminjajo hitreje, kot so se v preteklosti, tako da moraš biti zelo dojemljiv za te spremembe in ali pa ta, recimo, umetna inteligenca, vse, kar se dogaja. To bo verjetno imelo neke posledice. Tako da sprejemanje preudarnih odločitev in seveda tudi absolutno z neko zdravo kmečko pametjo. Ne da skočiš na vsak vlak, ampak da pogledaš mogoče v katero pot pelje in če je, tudi preskočiš na kakšnega drugega. Zdaj, naslednje vprašanje je zelo pomembno in prosim, da odgovoriš čist po resnici. In sicer, ko vstopaš v nek investicijski oziroma kot nek investitor v nek svet delnic, nepremičnin in tako naprej, oziroma sploh pri delnicah, pa recimo kriptovalutah, kjer so nihanja, mora biti podprežljiv, pa kjer so nihanja visoka. A se je zgodilo, da si kaj naredil, pa si bil jezen, pa si ne vem. Ker doskrat, kar se dogaja, tudi jaz imam kar nekaj prijateljev, pa tudi meni se je mogoče kar nekaj let nazaj še zmeraj dogajalo, da sem kaj investiral, pa ne vem, se pol leta nič ni dogajalo, pa sem rekel, ne bom to več čakal, prodal in isto sekundo je delnica zrasla ali pa kaj tazga. A se ti je zgodilo, da si kaj, pa si v pol jezen nase? Mislim, jaz sem sprejel neskončno ali pa ogromno napačnih odločitev. Tudi zbrisan sem bil s temi podrejenimi obveznicami bank. Tudi na Balkanu sem veliko denarja izgubil. Tudi slovenskimi niti ne. S hrvaškimi se spomnim, tam Jamnica, Ledo, to verjetno ne vem, če bojo gledalci oziroma poslušalci to vedeli, zakaj se sploh gre. Sem kar veliko denarja izgubil. Nikoli mi ni bilo požal v tem smislu. Mislim, nikoli ne bi, če bi zdaj izbral, sem tam izgubil 30,000 evrov, recimo na neki posamični naložbi, ali bi se raje kupil avto, bi še enkrat ponovim kupil delnico. Ker pri avto je garant, da si izgubil vrednost, pri delnici pa še vedno ne veš, a si jo ali ne. Ja. Tako da ne, odgovor je preprosto ne. Nič mi ni žal. Takrat sem se pač najbolj možen odločil, a je bil ta verjetnostni račun 50,1 ali je bil 49,9, takrat je bil pač 49,9 in sem se pač napačno odločil. Ampak to ne pomeni, da bi spremenil. Ampak si verjetno ti že dovolj hladen, kot špricer, ki se odločaš, nič več ni čustvenih odločitev. Mislim, jaz spremljam to svojo analitiko in imam razdeljene. Nekaj čist kupujem na podlagi nekih modelov, nekaj pa pač neki plastni presoje. In zelo jasno argumentiram in si napišem, kdaj sem kupil in zakaj sem kupil. Ja, je še seveda tudi nekaj iracionalnih nakupov ali pa čustvenih nakupov, zato, ker mislim, da je nekaj poceni ali pa mi je kdo rekel mogoče ali pa kaj tako, ampak je ta racionalen nakup, se pravi, če na podlagi neke striktne metodologije kupuješ bolj donosen. Je, ne? Ja, sigurno je. Dostikrat se to zgodi, da nekaj zdaj pa tako je, pa zakaj ne bom čakal na jutro. Ja, pa en prijatelj pride in nujno moraš to. Ja, sicer pri prijateljih sem jaz malo bolj zadržan, ampak so neke bolj fame okoli teh delnic, recimo kitajske delnice in tako naprej. To je zelo poceni in tukaj sem kar nekaj teh papirjev kupil v zadnjem času in zaenkrat ni najbolj. Bomo videli. Ampak to ni bila modelska, ta je bila ta, pač na podlagi tega občutka, da je to poceni. Pejva še malo na vprašanje, se pravi, kako skrbiš za stres oziroma ta nestres, kakorkoli. Mislim, veš kako je, stres je samo vprašanje, kako gledaš na njega. Se verjetno, če na koncu dan doma ležiš, je pa stresno to, da ti poštar namesto 2-3 pozvoni. Stresa je vedno velik ali pa je stvar nekega posameznika, koliko se ga naredi, kar meni zelo pomaga pri tej celotni zadevi je neko relativno urejeno družinsko življenje in to, da imam 2 psa. To meni največ pomembno, iskreno. To pa si je moj spremljevalci, ne vem, če so ga zdaj gledalke in gledalci videli, se je klele malo pojavil. On je moj zvesti spremljevalc, pride na podcast z mano v pisarni, grejo na praktično vse sestanke skupaj in to je veliko. Ja, veliko je, če veš, da imaš nekoga ob sebi, ko mu je mar in tebi mar za njega. Vem, tudi jaz sem z mojim Akito, če zelo. Se pravi, ti, ki se pogajaš, je zmer zraven. Se malo pozdigne glas in se pa vsi takoj. Veliko je z mano, ima tam svoj kavč v pisarni in to je dober feeling. Dober feeling, res.
Sestri, meni je enkrat, ne morem poimensko, ena gospodična rekla, da veza mora biti, v vezi mora biti moški pes, ne, da zmer je vesel, veš, pes, ki te vidi, je vesel, čez 5 minut je spet vesel in je skozi vesel, ne, ti pa si v neki vezi, pa se veš, pa Mogoče, ja. že čez 10 minut že vse. Mogoče, ja. Ne se hecam. Matej, peva še malo na tvoje, bom rekel, te fun facte, zabavno stran tvojega življenja. Rekel si, da kar neki stvari, da prebereš, da si prebral knjigo. Kaj je tazga, kar si na zadnje prebral? Ali pa kakšna knjiga, ki te je res fascinirala? Mislim, jaz berem veliko teh strokovnih stvari, zelo rad berem pa tudi poslovje, recimo. Jaz si zberem avtorja in ga pol od začetka do konca, če mi je pač ljub avtor, ga od začetka do konca preberem. Ja, to je to. In jaz zelo rad berem slovenske avtorje. No. Tako da, kar se teh tiče, kakšna najljubša knjiga, sigurno kakšen Vitomil Zupan, Komedija človeškega tkiva, zelo dobra knjiga, zelo dobra. Iz nekega psihološkega vidika, z nekega zgodovinskega vidika in z vidika uporabe besed. Ne. On je bil ultimativni slovenski pisatelj, kako je te besede obračal, izkoval. On začne 6-krat to knjigo pisati v tem poizkusu, da bi čim bolj iskreno in tako, kot je bilo napisal. Tako da ja, zelo rad berem tudi poslovje. Kaj pa v prostem času, eno je rekel, da imaš 2 psa, sprehodi in tako naprej. Ja. Ko pa recimo ne delaš tega, pa prižgeš televizijo ali pa Netflix, kaj je tisto, kar gledaš? No, evo, zdaj ste ga slišali, kako vestno spremlja dogajanje zunaj tega studia, ne, dosta avtentično. Hvala, Jim. Netflix sicer gledam, ampak v teh, recimo, bolj socialnih omrežij, TikTok je meni zelo ljub. A res? To včasih nima meje. Včasih nima meje, da bi kaj televizijo gledal, to praktično ne. Netflix, če grem kam, pa potujem, doma se mi že teh filmov ne da več gledati. Vedno preferiram knjigo. No. Knjiga mi je najljubša, ne. Če pa res random stvari delam, je pa TikTok. Najljubša hrana? Riba. Pica, recimo jaz sem velik ljubitelj pic, pa kakšen burek. Kjer je dobra pizzerija, recimo? V Ljubljani. Kaj mora biti? Ja, zdaj se boste smejali, ne, Julči. Julči je meni ultimativna pizzerija, ja. Res, najboljša. Jem že pico tam od leta, po moje že. Zdaj bomo ugasnili podcast. 25 let že jem tam pice, ne, in vedno, zadnje, prejšnjo soboto smo jih naročali, ja. Res dobra pizzerija, ja. The best. Daj mi malo še povej, prej sem omenil Regana, kaj pa kakšen podjetnik, ki te inspirira? Slovenski ali pa tuji podjetnik, kaj rečeš? Ne gojim do tega posla toliko kot do tega nekega, recimo, svetovno-političnega ali pa nazorskega, ne gojim take ljubezni, da bi vzpostavil nek tak, recimo, odnos. Ne. Bolj, recimo, mogoče nazadnje, sem bil 2 meseca nazaj v Argentini, Javier Milei, najnovejši predsednik oziroma ta zadnji predsednik Argentine, ne. Zelo libertaren pristop, zelo prosto tržni pristop. On je tudi velik ljubitelj psov, mislim, da ima 3 bull mastife. Recimo, on je zelo veliko vtis naredil name. Kako odločno se je lotil teh korenitih sprememb v Argentini. Redko kakšen politik v Evropi praktično po mojega sploh ni, pa na svetu redko. Da bi bil v stanju v to kratkem času take spremembe narediti. Da bi bil toliko odločen pri tem in da se toliko zavedal, da dela prave poteze. Dela prave poteze, ampak še vedno moraš zaupati in verjeti, da delaš prave poteze. On je recimo naredil kar veliko vtis name. The best. Odpreva tvoj telefon. Kjer je najbolj uporabljena aplikacija? Interactive Brokers, Trading 212? Ne, Bloomberg aplikacija. Ja, jaz imam ta Bloomberg Professional, pač to je neka aplikacija za spremljanje kapitalskega trga, ta je zihar najbolj spremljena. Mislim, najbolj uporabljena. Kaj ta druga pa pol TikTok? Ne, po moje ne. Ja, vse lahko pogledam po ti screen time, ampak ne, TikTok ni, no. Kakšen Outlook je. Bolj old school. The best. TikTok pa zvečer ali pa kakšen vikend, ja. Tudi par ur sem v stanju to gledati. Ne. Res imajo dober algoritem. Ne. Ja, zelo dober. Mislim, Facebook pa ta, Instagram pa to mi ni. Ne. LinkedIn recimo, da mi je še taka aplikacija, ta Facebook je pa se. Ta Instagram je pa nikoli, ne vem, ni bil. Jaz sem tudi LinkedIn fan. Ja, LinkedIn je recimo ta, ko sem zadnje čase recimo full aktiven. Top. Matej, peva še na zaključno vprašanje in sicer najbolj pomembno za vse naše mlade, izkušene
pa po drugi strani tudi zelo izkušene, sprav kakšne predsednike uprav in pa menedžerje. Kaj bi bil tvoj nasvet, ali pa zaključna misel, ali pa misli, ki bi jih dal našim dragim poslušalcem? Mene so učili, da na svetov probi ne dajati, ne. Če jih daješ, jih moraš zaračunati. Ne. Predvsem mogoče še enkrat poudarim to, no, da poskušate doseči neko stanje duha in okolja, v katerem ste, da ste s tem zadovoljni, tako kot je, ne, in da res poskušate početi tiste stvari, ki vas veselijo. Seveda to ne pomeni zdaj metanje smeti po cestah, če vas to veseli, da to počnete, ampak generalno, da boste čutili nek notranji mir s tem, kar počnete in na kakšen način to počnete, je to ultimativno. Ne. In vse ostalo bo sledi. Ne. The best. Hvala. Drage poslušalke in poslušalci, še enkrat z menoj je bil Matej Rigelnik, izvršni direktor družbe Equinox, investitor, podjetnik, kolumnist za časnik Finance. Tako da Matej, še enkrat iz nas srca hvala. Mislim, da smo danes dobili zelo lepo pogled v ta finančni, nepremičninski svet, investicijski svet. Tako da res hvala ti za ta zelo, zelo lep pogovor. Najlepša hvala za povabilo. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.